Kompetenčni centri za razvoj kadrov je bila ideja, ki je nastala kakšnih 10 let nazaj. Na začetku je bilo v bistvu mišljeno kot pomoč države pri razvoju kadrov v slovenskih podjetjih. Sčasoma se je pa ugotovilo, da slovenska podjetja potrebujejo v bistvu spodbude za razvoj svojih zaposlenih. In zato so nastali kompetenčni centri, ki so pravzaprav partnerstva podjetij iz različnih panog ali pa področji delovanja. In namen je bil pa ta, da so v bistvu podjetja se povežejo pri delitvi izkušenj pri razvoju svojih zaposlenih. Dodana vrednost KOC-ov je pa tudi to, da so v bistvu podjetja, ki sodelujejo v KOC-ih, začela sodelovati tudi na drugih področjih. Začeli so skupaj razvijati produkte in storitve in z njimi nastopati tudi na tujih trgih. Zato je v bistvu vsako leto vse večje in večje povpraševanje po sodelovanju v KOC-ih. In ta ukrep bo ostal tudi nadalje. Sem pa vesel, da tudi v tej obliki, KOC3, sodeluje KOC Innovatis kot že druga skupina ali pa partnerstvo na področju gradbeništva. In verjamem, da bojo tudi sodelovali v bodoče. Pred približno 10 leti sem sodeloval v prvem KOC-u. Takrat mi je direktor enega zelo uspešnih podjetij povedal naslednjo. Mi večinoma izdelkov izvažamo na trg v tujino. Ugotovil sem, da vsako podjetje lahko kupi tehnologijo, lahko kupi orodja, lahko kupi software. Edino, v čemer se razlikujemo, so pa ljudje. Zato sem gotovil, da je največ, kar lahko vlagam, pravzaprav so zaposleni. Po 10 letih vidim, da je takih vodij vse več. Bistveno več, kot jih je bilo pred 10 leti. Vodje se zavedajo, da pravzaprav so ljudje njihov glavni kapital v podjetjih. Zato se trudijo za svoje zaposlene, da so sposobni, da so motivirani, da so ustrezno nagrajeni. V okviru kompetenčnega centra KOC Innovatis smo posebno pozornost posvetili razvoju kompetenc prodajnih veščin, zato ker smo v preteklosti opazili, da smo tukaj relativno šibki. In z pomočjo zunanjega svetovalca smo razvili sistem zaključevanja prodaje, razvili prodajno knjigo in uvedli redne dnevne sestanke, na katerih izvajamo tudi usposabljanje zaposlenih na prodajnih veščinah. Trajni učinki izobraževanja v okviru kompetenčnega centra, kot jih sam vidim, so predvsem te, da zaposleni spoznavajo, da je učenje nek stalen proces. Prav kompetenčni center omogoča, da podjetja trajno in dolgoročno načrtujejo izobraževanje in tako zagotavljajo kritičen nivo znanja in s tem svojo konkurenčno prednost na trgu. V naši družbi DRI upravljanja investicij smo bili zdaj član že 3. zaporednega kompetenčnega centra. Tako kot prej smo bili tukaj tudi tokrat zelo zadovoljni z učinki. Največ smo, tako kot smo tudi planirali, posvetili pozornosti izvišanju kompetenc na našem strokovnem področju, gradbeništvu. Veliko novega smo izvedeli na področju novih tehnologij, materialov. Spremljali smo pa tudi spremembe zakonodaje, ki je za naše področje zelo pomembna. Veseli nas tudi, da smo v program KOC Innovatis vabili več naših partnerjev iz CER-a, da so se usposabljali na različnih nivojih in preko naše široke mreže smo večkrat izobraževanja in usposabljanja delili tudi širši skupnosti, javnosti in gospodarstvu. Vidimo še zelo veliko dela na področju ozaveščanja gospodarstva o zelenem prehodu, zato menimo, da so kompetenčni centri pomemben ukrep za podporo slovenskemu gospodarstvu na poti zelene preobrazbe. Pri naših kompetenčnih centrih pa seveda ne gre samo za usposabljanje zaposlenih, gre za njihovo druženje, gre za izmenjavo dobrih praks, gre za iskanje sinergij. Zato vsa podjetja močno podpirajo take tovrstne projekte in si želimo v bodoče, da bi bilo še čim več in da bi bili stalni.